Najpomembnejši cilj tega projekta je bil zmanjšati ali pa v celoti se znebiti težkih redkih zemelj v trajnih magnetih, ki se uporabljajo za motorje v električnih vozilih in vetrnih elektrarnah. In sicer zato, ker ti motorji so podvrženi višjim temperaturam. In redke zemlje, ki se jim reče težke redke zemlje, to je terbi, disprozi, omogočajo, da ta motor zaradi svojih lastnih lastnosti, da ta motor deluje tudi pri višjih temperaturah, ne da bi izgubil moč. V letu 2010 je Kitajska naredila embargo na na vse redke zemlje, ampak težke redke zemlje se je cena povečala iz recimo 300 evrov na kilo na 3000, še manj, več kot 10-krat. In takrat je bila akcija Evropa, Amerika, Japonska, da so vse sile se osredotočile v raziskave in razvoj materialov, ki bi ne bili odvisni od kitajskega, torej od Kitajske, zaradi tega, ker Kitajska ima 95% torej rude, ki je potrebna za to na svojem področju. In kar je posebej pomembno je, da ravno terbi, ki je tako zelo pomemben, je samo na Kitajskem. Po svetu je še več najdišč rude z redkimi zemljami, ampak terbi je pa čisto samo na Kitajskem in je cel svet bil praktično odvisen od njih. Mi smo takrat konkurirali na Evropski komisiji za projekt, zbrali eno super ekipo partnerjev, 7 univerz in inštitutov, 5 partnerjev industrije, 3 nemške, 1 francosko in 1 slovensko. Zmagali, dobili smo projekt, ki je vreden 4 milijone evrov in zdaj že pravzaprav se končuje, to je zadnji sestanek, kjer pač kažemo naše rezultate. Tehnologija je izjemno enostavna, treba je bilo pač se jo spomniti. In sicer gre za to, da mi magnet, ki ga proizvaja recimo tovarna Vakuum-Šmelce in ki je imel prej v sestavi 10% težke redke zemlje, smo zdaj ta magnet, so naredili nam magnete brez redke zemlje. Mi smo pa jih prevlekli z tanko plastjo terbijeve spojine, v tem primeru je bil terbijev fluorid. Ta plast je bila samo 200-mikronska. In ta postopek, kako smo to naredili, se imenuje elektroforetska depozicija. V bistvu uporablja, gre to v raztopini, elektroni grejo pač na katodo in tako smo zelo enakomerno uspeli obleči magnet. Potem je pa ta magnet podvržen toplotni obdelavi, to so spet naredili pol po naši recepturi v tovarni, v Vakuum-Šmelce, in sicer potem ta terbi, ki je na površini, difundira, prodira po mejah med zrni v sam magnet. In ustvari tako imenovano mikrostrukturo jedro skorja, se pravi, terbi je samo v skorji, 200-mikronski ali pa še manj, 100 nanometrov na koncu smo ugotovili, da tudi deluje. In ta terbi omogoča, da material ne izgubi svojih odličnih lastnosti pri povišani temperaturi. Je pa to lastnost elementa, tak je pač v naravi. Sama proizvodnja v bistvu se ne poceni s tem, ne. Se pa zelo zmanjša količina potrebne redke zemlje, se pravi, mi smo zmanjšali količino redke zemlje, ki je potrebna za enak učinek 16-krat. Zavisi od cene te redke zemlje, ki se spreminja na trgu, tako da je zelo težko reči, koliko bo kakšna bo cena, ampak to, kar je bistveno, je to, da nismo več odvisni od Kitajcev oziroma zelo minimalno, in v okviru projekta je bila tudi razvita ena tehnologija, ki pa sploh ne uporablja težke redke zemlje, je pa zaenkrat predraga, da bi bila na veliki proizvodnji. Naredili so enih 100 magnetov, ampak je postopek blazno drag, ker meljejo v heliju, ki je pač predraga proizvodnja pride, no. Mislim, da je to samo en dodaten kamenček na tem, da je Inštitut Jožef Štefan, kakor naš direktor reče, ni inštitut, je Jožef Štefan inštitut. Mislim, ne samo, da je to največji slovenski inštitut, v svetovnem merilu je že dolgo časa znan in nas tudi zato tuji partnerji vabijo v evropske projekte. To pa, kot veste, je zdaj vedno bolj pomembno. Slovenska znanost je podplačana
in je zelo težko za sredstva, tako da mi smo prisiljeni iti ven, dobiti denar od Evrope, dobiti denar od industrijskih partnerjev in recimo to, da to je sicer zaupno, se ne bom nič detajlov povedala, ampak to, da je nas ena švicarska firma, ki je industrijska firma, z nami naredila projekt in plačuje enega doktoranta, to je po moje tudi znak, da smo dosti visok, da nas hoče imeti. Mi smo se dogovarjali, pa nam ni uspelo, da bi ta projekt spravili čisto proizvodno, ker Evropska komisija za to ponuja 7 milijonov evrov. Problem je v tem, da nas vakuum-šmelce ne potrebuje več. Mi smo tehnologijo razvili, oni zdaj to lahko sami delajo, ne. Tako da mi zdaj na področju magnetov delamo še na različnih drugih področjih, predvsem na nanostrukturah, na uporabi za okolje, za zdravje in tako naprej.